in on tako meni, nekaj ti moram še povedati, a ne. Pač, če bo kakšen folk te vprašal za cigarete, a ne, imaš klele ta delinc in pač pritisneš na to, a ne, in se kle vrata v zadnji odprejo. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj na boljšem podcastu v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Nehaj gledati Instagram, Jure, muce bojo počakale. Danes z vami Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes na naši desni. Danes je z nami Ajda Stina Turek. Ki je kaj? Pevka? Mame predstavno, prosim. Pevka predvsem. Predvsem pevka. Ja. Naprej. Kaj še počneš? Porabnik svojega glasa. Tako. Učim petje za vse, ki bi radi znali pet. Kaj še delam? Okay, animacijo za otroke. Čakaj, počasi. Potem... Čakaj, kaj lahko vsak se nauči pet? Ja, do neke mere. Kje je ta mera? Mislim, lahko vsak zna pet, Okay. ampak... Ni da je lepo, da se čuje, ko on poje. Ja, ni pa nujno, da bo lih s feelingom, pa nimajo mogoče vsi tega feelinga za petje. No. Se lahko Jure nauči pet? Ne, po mojem ne. Ne vem, di neki... Ne. Nimam posluha, res. Mova pol. Dej, ti je Dej, bom znaš? jaz nekaj zapela, ti pa sam za mano ponov. Ajde, Sam dej. to. La... Ok, ja. Kle bi začel. Ajde, Matej, recimo. Ok, Matej. La... Ne, še enkrat. La... Ti si zapel to, jaz sem pa zapela. Si pa zapel. Pa dobro, je rekla si Lamona, sem rekel Meni je bilo Lamona. oboje isto. Ton moraš zapeti. Meni je bilo oboje isto. Čisti ton moraš biti. Dej še enkrat popravimo. Čisti ton Pravimo moraš še enkrat. zapeti. Ok, gremo še enkrat. La... La... Ti si zapel. La, jaz sem pa zapela. La, se pravi, en ton nižji. La, Kje- mečka nižji pet, Sorry, kad si ti en zdaj ton še vi- enkrat. Še nižje. Čist malo nižji. La... To je zdaj ta ton. Pa to ni bilo isto. Ja, zapoj. La... To je tvoj ton, isti kaj moj. Zdaj pa še Sploh ti. ne najdem povezave. Ti si zapel. La, najdeš enkrat? Ne, ton drž ti pa la. No, v glavnem, ja, mogoče zdaj tudi tvojo trima malo zdelala. Ne. It's just that we can. Bomo probali pol off camera, da vidimo, če vam bolj gre. Kaj, ti imaš uni Pitch Perfect? Ne, nimam. Aha. Mislim, do neke mere se to lahko tudi naučiš, pa jaz sem včasih igrala violino, pa se mi zdi, da tisti, ki violino igrajo, dost nekako memorizirajo tone pač s tem, kako prijemajo vse stvari na violini in potem si nekako, ko vadiš, si nekako zapomniš tone, ampak pol recimo, ko sem nehala violino igrati, ko sem se samo petju posvetila, je pa pol malo zgubiš ta občutek. No, in jaz zdaj se mi zdi, da nimam več toliko tazga, Perfekt. ja, Piča. ja, perfect pitch je pa itak uno, da takoj slišiš, da lahko poimenuješ točno noto. Kaj pa recimo? La. Kaj je ta? Ne vem, vse to, jaz na pamet, recimo to bi nekdo, ki ima Ja. perfect pitch, bi to rekel, to je, ne vem, recimo. Bi rekel, to ni nič. Ja, ampak jaz pa pač nimam te... Ne, to je meni bizarno, ne to, ko poje, ko nekdo naredi. Ja, to je D3, ne vem, neki. Ja, tako tako, vse recimo. zvokove oni prepoznajo. Ja, oni Fucking tako, ja. amazing. Jaz sem jih kar veliko takih ljudi spoznala, ki imajo to in sem bila vedno tako mind blown. Kaj, to si kar rodiš tem. Kaj? To si kar rodiš tem. To kar pač imaš. Moraš tu vaditi, Ne ne vem, to. mogoče se honestly bi mogla to malo raziskati, mogoče se kakšni rodijo, ampak velikih je pa tako, zato ker recimo ful vadijo kot otroci. Jaz sem imela eno cimro, ko sem bila v Ameriki, eno Japonko, ki ona je ful klavir, ful vadila. In pač že sam zaradi tega, ker je toliko vadila cel življenje, pa že kot otrok ful mehna, je to prišlo pač... In čuje vse. Ja, in vse čuje. In pol jaz čuje. In pol jaz ker sem kaj delala na posli, ker sem ni dala vstati, pa iti do klavirja, pa sem pol vedno tako, nekaj sem zapela, pa sem bila tako, povej mi, kaj je to, kjer ton je to, pa mi je sem tako, vse povedala in sem zapisala, vse lepo, ki se mi ni dal. Ja, pa tudi tako je pač, znala ti vse odigrati v nula, enkrat slišala en komad, nora. Wow. Kdaj si pa ti začela se ukvarjati s petjem?
Prav s petjem, jaz sem pela že ful mehna kot otrok, ampak zato, ker sta moj dedek je igral harmoniko in ker sem se pri njemu opazila. Hoj ladrija dromo, ne? Smo pač same take komade, en vinček bom kupil, bom trte sadil, pa same take, veš. Ko si bila še mala. Samo te ne rabiš imeti nekega posluha toliko, ne? A na začetku? Ne, za govejo. Pri teh komadih, ali? Ja, ne, isto rabiš. Ja, pač za vse rabiš. Kaj ni to tipo vsak vaški fant prime harmoniko in zna pet? Ja, zato, ker so verjetno že od malega obkroženi, a ne, s tem. Zato pač ti, če si od malega skozi muziko obkrožen, pa če te starši, ne vem, recimo nekam skozi v tako okolje dajejo, a ne, boš itak slejka prej pač začel to povezvati, a veš, če pa nisi tok, ali pa če poslušaš mogoče bolj tako muziko, ki je bolj ritmična, mogoče bolj take tuc variante, a ne, to pa mogoče pol ni toliko poudarka na melodiji, ampak v bistvu na ritmu, ker je bolj zadensat pa to, pa pač se otrok mogoče bolj usmeri pol v to zadevo, pa mogoče zaradi tega. Tako ne vem, kaj ste videli v otroštvu poslušali. Kaj sem poslušal v otroštvu? Jaz sem bolj poslušal te tuc po mojem, ja. Ampak kaj je otroštvo? Ja. Tipo 4-5 let ali tipo najstniška? Ma ne, po moje tako in general, ja, ne vem. In general bolj tuc, ja, kakšen house, deep house. No, kaj tazga, najbolj je to ful na ritmu. Moj nono je tudi imel harmoniko in smo peli ne boš ti meni izizke majav. A od te prihaja tebi ta? Mogoče pa res, evo tega. Ma rad ženske okončine. Ne, če moramo kaj izbirati, ne, Jure je za dol, jaz sem za gor, ne, in zdaj študiram. Si mislil, da zaradi tega, da ti je nono peljal? Jure, kaj je bil kaj tvoj teden? Moj teden? Kaj si kaj delal? Pestro. Aktivno. Zanimivo. Mar ne. Nič, kaj, delali smo. Kaj specialnega se mi ni zgodilo. Vse pač ponovadi podobne stvari so se mi dogajale. Pač, zbudil sem se, sem šel na... Zbudil sem se in jaz vsako jutro si po 2 roglička dol v Mercator. Shout out Mercator, najboljši roglički. Pač meni so Mercatorji roglički, marmeladni. Res, jaz pa ne grem nikoli v Mercator, ampak sem tudi full fan roglički. Kako so dobri? Čokoladni marmeladni. Marmeladni. Fucking psihični. High five! Ona vroča marmelada, stari. Pač marmelada, ne čokolada. Čokolada ne paše rogliček. Meni tudi ne, no. Marmelada in kavica, rogliček z marmeladom. Ja, kava z mlekom. Petrola, meni najboljša. Meni je ful dobro, veš, ko priješ v Mercator in že voham. Jaz prijem že notri in vem, ali so pice, ali so roglički. Kdaj greš zjutraj, ko so še topli? Ne uspe mi tako zgodaj včasih. Pač jaz včasih grem po prvih sestankih, včasih grem pred prvimi sestanki in pač odvisno. No. Ful sem vesel, če so pice, meni so pice ful dobro v Mercatorju. Ja, ampak veš, da imam tako, meni se zdi, da so vse malo pice poslabšali. Tako, ker se spomnim takrat, ko so začeli delati. Ja, verjetno. Jaz sem jih jedel celo srednjo, jaz sem se jih prvi najedel. Ima so različne pice tudi odvisno od Mercatorja, veš, se mi zdi. To je res, ja. Ker eni imajo one okrogle, eni imajo pa navadne kvadratne. Okrogle v Mercatorju? Ja, okrogle imajo v Mercatorju, ja. Ja, pa se v tem je fora. V Mercator šiška ima, ne, okrogle se mi zdi. Ja, pa se vsi te ta večji Mercatorji imajo te okrogle. Ne, meni je lepše zjutraj, ko grem ven iz stanovanja in je sonce, in tako samo A ja, se res imate klejtek skozi sonce. Ja, ampak več ali manj. Tako pašel ni sonce, ko te pobože in greš puno 2 sveža roglička. Fantastično. In pol kavico daš vmes kuhat in dokler priješ gor, je kavica že skuhana, cak. In pol rogliček pa kavica. Pa še kavice ti ni treba sladkati, kaj itak marmelada v rogličku. Ja, jaz si nikoli ne sladkam kave. Ti si? Jaz si samo takrat, ko pač vem, da bo sam kava. Če bo imela kaj sladkega zraven, pol si ne sladkam. Ja, meni je dobro pri kavi, da je take okuse, kjer pač, ja, se ne vem, meni si jo pijem iz tega, ker diši, ker skuhaš. Ma ne vem, zakaj si je ne sladkam, iskreno tako pomislim. Mi pa še ta surov okus kave, tak grenek. Ne moram relatati, ne pijem kave. Res ne? Ne. Mi nima dobrega okusa. Se če tako pomislim, po mojem, da takrat prvič, ko sem jo pila, tudi meni ni imel dobrega okusa, ampak meni ful diši kava. Ful lepo diši. Večkrat jo piješ, si sam tako, pa res obseden rataš pač s tem. Čeprav, meni je bilo zanimivo vedno to, meni pivo nikoli ni bilo dobro. Pol sem parkrat pil pivo in sem bilo tako, okej. In zdaj nisem pil po moje piva že 100 let. Meni tudi pivo najbolj overrated alko pijača. Meni ni toliko dobro pivo, recimo. Meni pivo paše tako poleti, ko je ful vroče, pa tako uno ledeno mrzo. Samo pivo je ono, veš, dobiš trebuh od piva. Če ga preveč piješ. Ja, tako, vsi imajo oni pivski trebuh, ne od vodk, imajo vsi od piva.
Veš, ki je, To sem na koktejlih, evo. ja, ki je full notri tega, kaj A to hmelja iz, vsega. iz prve roke, veš, ali iz druge. Trebuh, da dobiš. Ma vidimo, neki pijejo pivo, da imajo trebuh. Ja. Kaj pa pijejo takrat, ko jih ne vidiš? To je vprašanje. Kaj jejo? To je... Moram pozdraviti, sem pozabil žal imena, ampak 4 članke so prišli na člani Burger, so bile ful zadovoljne, tako da shoutout 4 članke. Pa so bile te članke. Čakaj, kdo pa je tebe klical? Tina me je klicala, A je rekla, tebe? Rimanič, zdaj pošli en video za članke, da jih pozdravim, sem rekel, lik sem pri so mojemu hoteli- barberju, so hoteli tebe videti, 2 prav. minute stran, tako da uletim pozdraviti. In sem uletel pozdraviti. Lepo. Lepo tebe. Tako da lepo prosim, fresh cut Mona. Ste videli? Fresh cut Ja, jaz sem videl, jaz sem opazil. Boštjan Mona. Kdo ima, Boštjan. koliko formaš na njegovo frizuro? Jaz jih imam mene par na lagerju. Ajde. Ne, nobene v bistvu. Ti si me videl tako z najdaljšimi tipo skoraj v live. Ja, tako da si imel. Ful je bilo ono dolgo. In? Ja, pa se mislim oboje ti paše. Ja. Ta frizura ti samo bolj podaljša obraz. Okay. V dobrem, v slabem. Tako. Zanimiva frizura, bi rekli. Ne, zdaj si tako pač... je že boljš. Tako te malo manj podaljša. Ne, sej je, veš kaj, treba se te navaditi. Ja, Treba se te navaditi. Ampak meni je všeč, ampak meni je bila všeč tvoja prejšnja frizura, zato ker je bila taka old money. Bolj freestyle. Ja, tak ne, je bila tako, no, jaz sem zmagal v Kanu. Ta je pač ono, Ja. jaz sem bil v Kanu. Taj pa bolj jaz hočem še eno Ona nagrado. je bila, I can, ta je I can't. Kaj jih je šparal, stari? Ko je bil kaj tvoj teden, pardon? Kaj? Ko je bil kaj tvoj teden? Moj teden, faka, lahko na urnik pogledam, sploh ne vem, kaj se dogaja. Dobro, bom jaz povedal. A veš. Dala si svoj komad Moj ven. bog, ja, Ni za kaj. dala sem svoj nov komad, ne svoj, ampak Ja, dala sem z enim tako je. kolegom, Petrom Vodetom, sva dala en komad ven, zdaj za božične čase. a ne, za Naslov? Christmas Miracle. Angleščini. V angleščini. V angleščini. Ja, v angliščini. Kako gre? Ful je cute. Kako gre malo? Okay. Review. Christmas magic in the cinnamon egg. To je to in pol sam pogledajte, ful je dober. Link in bio. Video spot je ful cute. A si Ful je gledal? lep, ja. Thanks. Sem gledal lep, ja. A ni tak ful mi je všeč, ker je tak warm. Mi je všeč, barve so mi všeč. Ja, Si bila ti barve. taka modra, on... Tebi Ja. si zapolnil. On je bil rdeč. Ja, rdeč. Lep je bil, lep je bil. Hudo oblikico sem imela. Ampak tako malo razložimo, to je bil tako nek bolj tipo storytelling komad, neka zgodba je bila. V bistvu sva, Peter je drugače napisal ta komad, no. Predvsem je vse on, večino naredil, ker sem se takrat s talenti dosta ukvarjala, tako da sem pol rekla, da je jaz fulno imela cajt, please, da ti se malo potrud, tako da je vse ful dobro zrihtal. Je pa v zadnji kao ta zgodba, dva se spoznata na božični večer, 1 leto nazaj, a ne? In potem se zdaj 1 leto potem na božič spet pogovarjate, kako je takrat bilo in pol se prcata drugega, kao kdo je naredil ta prvi move, pa kdo je bil sploh zainteresiran, ker to je ponavadi tako vedno tako med pari se mi zdi, da se vedno zabavajo. Kaj, the richer and the Jaz sem settler. bila tista, ki sem prišla do tebe, pa sem to, pa se pa kregajo med sabo, ne. No, tako da basically to je story behind it, pa malo je tudi, mogoče malo tak, hoče tudi malo na uno dirty side. Kako se je kaj zagrabil? Meni se zdi, da ful dober. Dobila sem tako ful pohval, pa ful, ko je tako ful všeč, no jaz sem se bala, ker je vseeno, to je nek tak jazzy pop komad, tako da sem bila uno takoj, ja, mogoče folk pač ne bo tega tako, že zato, ker je jazzy, a ne. Ampak so ful mojih kolegov je bilo tako, koliko je dober komad, že znam na pamet, pa tudi, ker sva ga malo poslala po radijih, pa malo na televizijo, pa to so kar zagrabili, tako da imamo zdaj kar nekaj intervjujev, pa včeraj sva bila na Popinu. Opa! Ja, ni kar tako. In pol... Mislim, zdaj si na članih. Ja, sem na članih zaradi tega komada. Ti si ga in si rekel, prid. To je to. Ja. Kako da pa ste se odločili, da bo v angleščini? Zato, ker je Peter že začel pisati komad v angleščini in on je v bistvu
šla sem k njemu na kavo in mi je kazal njegove komade in pa jaz tako poslušam ta komad, pa sem tako, ta komad je ful dober, sam bi mogel biti dueta, ne. In on je že v angleščini pač napisal. Se je hotla v bistvu. Ja, v bistvu sem hotla reči. Pripet na komad. Ej, to bi mogel biti duet, ono solo komad, čisto. Dueti, pol je on tako rekel, ja, ajde, dej prid ti pa to zapoj z mano. Kaj poznaš koga? In sem rekla, če v bistvu ne poznam. Sam imam pa jaz cajt, či slučajno. I'm free. Sej pač nisem hotla, ampak I'm free. Ja, no. Tako da on je že začel v angleščini, tako da sva ga kar v angleščini, ampak sva rekla, da za naslednji let da ga narediva še v slovenščini. Če kaj smešno, kaj je rekla, veš kaj, si tako nimam cajta, zdaj sem na talent in ti kar spiši do konca, ampak pridem pa jaz. Evo mene, veš, ja, bi duet. A boš pokomentiral, kako se ti zdijo, moji acting, a se ti si gledal, nisi, ne? Nisem. Ti še boš. Bom. Okay. Mi ni noben povedal, da reče, da je komad zunaj. Daj sram te bilo, no. Ja. Me je poslala, naša asistentka je poslala v PDF-ju. A nista videla kao skupaj, mislim. Prosim, ne javno to. Ne, poslala, spodaj še link, da si pogledaš. Točno. Ja. Meni je hud tvoj stil, Petja, ki je tak izrazit in tudi te tvoje. Ja, jaz sem Meni je to ful všeč. In moram reči, jaz sem bil fan pred Slavo. Ja, si to. Sam to. Si poznal pred talenti? Mislim, na talentih smo se spoznali. Ja, tam smo se spoznali, ampak predtem je pa šeril en moj video. Ja, ko si komadič. To mislim, da sem celo slišal, ja. Oni je jak stari. Zaradi tebe sem jaz našel oni komad in oni komad mi je ful dober. A ja, res? Ja. Back to Black. Back to Black, ja. Ni to Demi? Ja. Ampak tvoja verzija mi je malo boljša. Ja, meni se tudi zdaj kul, ja. Talenti, what? Kaj? Kako je bilo? Kje je bilo? Ej, meni je bilo drugače ful dober. Ja, če greš naprej. Joj, ja. A veš kaj, nekako, mislim, jaz, ko sem slišala pač, kdo bo z mano v skupini, ne, jaz sem pač vedela, I don't have a chance. Zakaj? Zato, ker pač se mi zdi, da jaz imam zgodbo, ki dela proti meni, pač jaz sem študirala petje, jaz sem pač toliko časa že v glasbi. Nisi v bistvu padla z kamiona in si začela pet, da si lahko še nazaj kamion. Ja, in pol te kamion povozil 4-krat preko gasilk. Se imaš to redemption story. Ja, ampak... Kaj prvih talentih, drugih? Čisto na te prvih. Ne bila na prvih talentih in so rekli, ne, ni to. Ja. In zdaj prišli nazaj, kje ste pičke. Čeprav moji prvi talenti so bili najbolj konkurenčni. Tam so vsi prišli, ki so imeli talent. Res talent. Ja, pa tudi vsi so takrat gledali oddajo. Ja. Takrat je bila tudi tako popularna oddaja. To je bila oddaja. Ja, pač. To smo vsi gledali. Ja, pa sem se pa zdaj spet, ker sem toliko časa v tujini in sem hotela priti domov, ne. Mislim, sem prišla domov in sem pač hotela nekako se pokazati tukaj, zato ker je ful težko, enkrat, ko si toliko let v zuniji, ne, je ful težko pismo. Ni bil tako isto v Amaro, David? On je bil tudi v tujini ful časa, ne? A v Londonu? V Londonu, ja. Ja, no evo, in pač on je tudi prišel. On je šel tudi na neke Hrvaške, ne? Ne, to je zdaj šel. Zdaj sem videla neki spet. Ne, on je bil v Londonu, je prišel sem na znanje, brat ima svoj glas in pol zalaufal. In zdaj pa je na neki Hrvaškem, ne? Ja. Tip ga gazimo, ne? Ja, si prišla nazaj, da se malo pokažeš. Ja, da se pokažem in sem rekla, in sem ful hotla iti na kakšno to oddajo. V bistvu še posebej ta znan obraz ima svoj glas. A ne? Sej tako? Ja. In pol sem se že malo začela zanimati za te stvari, ampak sem videla, da pač ne bo te oddaje. Sem lahko nam zdaj 2 let spet čakala, da v ta oddaja, da jih kontaktiram, če bi mogoče lahko šla ali pa ne vem, ali kje so audicije ali kako. In pa sem videla talenti, tako da sem vedela, zihar ne bo te oddaje, tako da, kaj ne zdaj, gremo, ne. Malo je tako bilo bittersweet, zato ker sem imela ful bedno izkušnjo ta prvič. Kaj so te skenslali ful? Ja, pa tako, na tak mogoče malo grd način in za tako mlado punco, sploh takrat, ko sem lahko 15 let stara, ko si ful jemlješ vse, itak, ja. Ko itak ne znaš še razmišljati tako odraslo. Da to sploh je šov, ja, anyways. Ne veš, da je to šov, pa tako, ne, sem bila kar tako, me je malo... Kaj si dobila 4X, so ti rekli? Ja, pa taki, ne vem, bedni komentarji so bili, no, pač. Ne vračaj se nikoli več. Ne, predvsem pač to, da... Ki ti je ustal v glavi, povej onega, ga imaš. Ne, da sem recimo... premlada, pila sem pesem I Will Always Love You in potem sem mi rekel, da sem pač premlada za to, da lahko pojem to pesem, ker pač nisem doživela te ljubezni, a ne?
Pač, in pa sem tako, Če znaš petuno, kaj ima veze, kaj poješ. Ja, pač to mi ni bilo všeč. Ampak pol in pač taki bedni komentarji. Dobro, ta komentar ni tako boleč, no, mislim, to je tako. Ne, dobro, pa še vsaj izkušnja, no. Ja, izkušnja bila. Ja, niso bili zdaj, pa na kakršen način so se pogovarjali z mano. Ja. Ni bilo tako Toplo je bilo. toplo, ampak je se je čutilo tako. Jaz sem čutila ta, Hostility. kot da so me nekako napadali. A veš? Tam si kar vulnerable, no, ne modro. Ja, in sploh tako, pač, ker si tak otrok si basically še in pač saj tukaj bi lahko se malo nazaj držali, pa saj bili prijazni. Recimo zdaj, ko sem bila na novo, se mi da zdaj so dali toliko daj čez, pa to, ne, da zdaj že vidijo tudi to, kako malo bolj čutijo celo zadevo, vejo, kako voditi vse stvari. Ne. Ja. In se mi zdi, da je zdaj veliko bolj. Ali pa ti gledaš tudi drugače zdaj, z drugimi očmi. Je pa tudi, ja, je pa to, da sem jaz odrasla, pa da mogoče se tudi toliko ne mislim, jaz sem vedela, jaz bom šla sem, če jaz dobim bedne komentarje, like, I know my worth, ne, pač briga me, mislim, ne bo prvič, no, tako, mama, mislim, veliko neuspehov sem imela že v life, tako da pač še en več, what can I do, ne, mislim. Kje si pa bila v tujini? Bila sem v Ameriki, v Bostonu, študirala sem 4 leta na Berklee College of Music. Pa sem 1 leto živela v New Yorku, sem delala in ustvarjala. Okay. Pa sem šla na križarko. Ej, počasi te pa moja. New York štekaš dom džeza in to si tam tudi kaj pela, tako po jazz klubih in to. Nastopala sem po klubih. En klub je Birdland Jazz klub. Okay. To je kar eden izmed najbolj znanih v bistvu tam v New Yorku. Tam sem 3-krat igrala. Potem sem na Broadwayu so eni pač manjši klubi, kaj je že bilo, West End, nek, ne spomnim se več pisma. Glavno, kako je to, kakšen je tam vibe? Ja tako, meni je, mislim, mešani so občutki glede New Yorka, pač ful je dober, ampak toliko je fucking drago. In veliko. Da si sam tako pismo, če niso moji starši Ja. Unija, ne, pač ne gre. Kako bom to preživela. Mislim, jaz sem ful takrat delala pred tem, še na kampusu, preden sem se v New York preselila in sem ful prešparala keša. Mislim, zame je bilo to ful 5 urjev pismo, veš, Ja, to je prešparaš. Ja, samo za New York je to, kaj je to? En mesec, kaj? In si tako 3 mesece in si tako broke. Čakaj, kako pa si prišla na ta Berklee School of Music? Delala sem audicijo. V bistvu, jaz sem bila 2013, sem bila v Italiji, na eni poletni šoli prav od Berklee College of Music, ne? In sem v bistvu tam dobila nagrado, štipendijo za ta college. Ne? In pol sicer še vse, samo delno štipendijo, ne celotno štipendijo. Se pravi, dobila sem najprej 10 urjev, polna šolnina je bila 40 urjev. Ja. Okay? Tako da ja, pač, Ja. Mislim, ful sem bila vesela, že sam to, da so mene opazili, tam je bilo še 70 pevcev, ne? Pa sem bila jaz sem to dobila, ne? Wow. Moji starši so bili tak, moj bog, pač, jaz si spomnim se, ko so poklicali moje ime, in jaz sploh nisem prišla gor, ker jaz sploh nisem dojela, da so bili tako, ajde, Stina Turek, in jaz sem tako, in pa je ena kolegica tako, ajde, tebe kličejo, pa sem še tako hiter na stage, tako, jokaj, tam, zelo nisem mogla dojeti, kaj se dogaja, pač, tako ful je bilo lepo, pa lih moja 2 starša sta bila tam, pa še eden od mojih bratov, tako da je bilo tako ful, tak lep dogodek, no. In ja, ful smo bili veseli, sam pol pa, ko smo počekirali, koliko je to drago, ne. Smo bili pa tako, ne, pač. Ampak je bilo neko tekmovanje, da so te izbrali, kako je to šlo? V bistvu, ta kampus je bil 14 dni, ne? In ti si imel vsak dan neke lekcije, nek zbor, gospel zbor, pa smo imeli pa, popoldne smo imeli pa, to je bilo del enega Jazz Umbria festivala, in popoldne so bili pa pač koncerti, pa jam sessioni, a veste kaj je to? To kaj, za vsak neki malo... Ja, tako greš v en bar, tam se random glasbeniki zberajo in začnejo neki špilati in pol ti tam pač to je vibe. Ja, vibe. In pol smo šli na tem jam sessionu. Jaz sem ful sodelovala zraven, ne, ker jaz sem pa takrat že hodila na KGBL, konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljano. In pač sem kar dobro delala, no, ker sem ful res, ves moj cajt sem dala v muziko, tako res. Nisem imela tako social life, tako let's say, res, ker pač sem si to ful želela, ne. Obžaluješ kaj? Ne. Mislim, prvi pa drugi letnik, ker jaz sem delala 2
2 srednji naenkrat. Gimnazijo pa še konzervatorij. Ja. Ne vem kako, ampak bila sem na šubi in pol sem s drugim letnikom začela še konzervatorij, tako da nekako na konc drugega letnika gimnazije sem jaz tako, jaz imam res rada muziko, ne? Jaz bi v bistvu ful rajš muziko delala in pa sem mogla to gimnazijo končati, ne? Zato ker sem bila 1 let zamikom. Še gimnazijo poleg tega zraven delati, mislim, to ni lahko, ne? Ja, ampak sem tako res toliko hvaležna profesorjem, ki so bili ful tako prijazni do mene, ker so videli, da sem ful. Še da moraš znati. Te nekaj spustijo čez, sigurno. Ja, mislim, imela sem tako, edina stvar, ki so mi jo dali, ta status kulturnika, ki pa lahko, mislim, da imaš najavljen, kdaj te vprašajo točno, kdaj pišeš. To je že dobro. Ja, to je ful. To že pomagali. To ful pomaga, ja. Ful sem se vrgla v muziko in pač se mi zdi, da sem dost hiter tudi dobra ratala v tem, pa da sem vedela, kako moram stvari narediti, da bodo dobro izpadle na odru, a ne. In zato sem se to so moji starši tako videli in pol me je mami v bistvu prijavila na to šolo. Hudo. Tako da to sem tako zvedla za to 14-dnevno šolo, a ne. No in smo tam pač džemalo glavnem in pač profesori so pa skozi bili v teh krogih in so pač poslušali, skauti, kot skauti so bili, malo. Ja, skauti, ja. In pol sem še preden sem končala ta šola, sem vzela še tako privatno lekcijo dodatno od enega profesorja tam, ki je bil nor, pevc, tako gospel, čist. Noro, mislim, tako kles, da dol padeš. In sem pri njemu vzela in je bil tudi ful tako navdušen nad mano. In pol so me kar pač poklicali takrat pol, ko so imeli podelitev nagrad. In sem, ja. Koliko pa so jih izbrali? Mislim, da jih je bilo vse skupaj 7. Za različne kategorije, verjetno. Ja. Tako da sem to dobila, ja, ampak pač to je bil šele začetek. No, zdaj imamo nagrado, imamo 10 jurjev, rabimo jih 40 najmanj. 40. Najmanj. Ja, in pol sta bila moja dva tako, mislim, pač ni bilo šanse. Tako ne moreš pač, one pa nista imela keša, valjda nismo imeli doma keša. 30 jurjev tako zadati za šolo. Ja, pač pa tudi jaz imam še 2 brata starejša, ne, tako da pač nisem sama. Ste jih prodali? Ja, prodali. Kdo je dal ledvice? En je šel, kaj? Kdo je dal ledvice? Ta mlajši, mislim, ta sreden. Jaz sem najmlajša, ampak sreden pa starejši. Ja, najmlajši po mojem so najdražji, ali? Ja. Nice. Zato ima 2 lej. Hvala, brate, dajde za njeno kariero. Ne, ampak ja, malo sta pomagala, no. Ampak, ja, pa smo bili tako, ne, 5 delati sprejemce na kakšne druge šole. Pač to ne bo šlo, ne. Ampak pol ne vem, zakaj sem šla še, ker kljub temu, da sem dobila to nagrado, so mi pa rekli, da moram še enkrat vseeno uradno audicijo narediti. In sem šla na to uradno audicijo v Nemčijo. In sem se itak ful pripravila tako. In pol so mi zvišali. Pa so mi dali 20 jurjev. Čakaj, 10 plus 20 ali 20 skupaj? 20 skupaj. Aha, ok. To je že pol. To je že malo vola, veš. Moje je bila še uradna audicija v Singapurju. Je dobila še 5? Ne, tako da ja, pa sem mi dali 20, ne. Jaz sem ono joka. Ajde, 20 jurjev napraskaš nekje. Ja, to je že. Sicer spomnim se, ko sem dobila tam, sem se sam smerala. Dobila sem 10 jurjev več, ne, ampak šel sem, kva pa zdaj? In pol se je začelo to pošiljati maile vsem podjetjem v Sloveniji, najbogatejši Slovenci, veš, gremo pač res, akcija. Okay. In itak pošleš maile brez odgovorov. Ampak ti bo kakšen mail? Ja, pač, da rabim denar, prosim. Predstavitev, bla, pač zgodba, kdo si, kaj si dobil, ne? In da pač rabaš sponzorstvo, in če bi kaj doniral, mogoče pač bolj na to. Bo pela na vseh novoletnih zabavah zdaj podjetjih. Ja, pač probali smo svašta, ampak od unih 200 mailov po mojem, da sem dobila lih 10 odgovorov, pa še to je bilo vedno mi pa imamo že to, ali pa že sponzoriramo to, pa smo že dali denar, nimamo več denarja, ker smo ga dali že ne vem komu. Ja. Tako da nič ni bilo z tega. Takrat, hvala Bogu, so bili pa še KD skladi in so pa edini po moje v Sloveniji, ko so
kulturnike oziroma umetnike pač podpirali in so jim dali mesečno štipendijo. Tako da pol sem od njih dobila mesečno, ampak to še vse ni pač pokrilo njih 20 urjev. Tako da, to je bilo bolj za živeti, ko si bila gor. To je bilo dejansko so ti sponzorirali za živeti. Ja, ne vse, ampak koliko je bila? Več piši. Govorimo o 100-200 evrih. To je bilo 600 evrov. To je že, ampak za standard Amerike. Ja, je to če bi šla v Romunijo študirati glasbo, mogoče bi bilo rado. To bi bilo super, ja. Bilo še kaj zraven, zapravljala cash. Ampak, no, pa v glavnem sta pa, ker pač druge ni bilo na koncu, sta pač moja mama pa oči kredit vzela. Samo za prvo leto sta rekla, ok, da gremo to razkirati, pač bova vzela kredit, pa pač, da je vse od sebe, a ne. Tako da tudi sta se z mojimi... No pressure. Ne, sta se pač z mojimi brati tudi posvetovala, če njima to cool, ker pač to bi pomenilo pač vse, ne, da bi mogli oni doma malo zmanjšati expense, ja. Tako da sta se vsem to, in tako sem jima ful hvaležna za to, ker pač brez tega jaz ne bi mogla iti tja, ampak jaz, ker sem pol enkrat tam bila, pač jaz sem bila tako, jaz moram zdaj vse narediti, da pač nekako povrnem to, pa ne samo to, da povrnem, ampak da ne ostanem sam en let, ampak da jaz ta študij končam, a ne? Ker pač to je bilo vsak let 40 urjev, a ne? To ni, en letnik je 40 urjev. A ja, se mi je zdelo, da niso vsi 4, koliko jih je? 4? Ja, 4 letnike, ja. 160 urjev. Ja, se pravi 40, 160. Kaj si kakšno loto zadela? Ne, ampak res, jaz sem se ful matrala, pač jaz sem skozi delala, najdla sem si službo tam. Sicer na kampusu sem delala pač v eni pisarni, kjer smo organizirali festivale, pa evente razne, tako da sem spoznala slavne ljudi. Kakšen je tam live? Kako je to? Mislim, kako to gre? Tako, meni je live tam bil ful dobro. Jaz imam tako najboljše spomine na moj college, pač to je nekaj najlepšega. Kaj je ko v filmih? Ja, na začetku je bad, pa ti končno rata, kaj jaz, recimo moj prvi letnik je izgledal tako, jaz sem imela mogoče 25 evrov na mesec, ne zabavam se, da sem lahko preživela, pa nekaj sta mi mami poči še pomagala, ampak jaz si njima nisem hotla še dodatno. Še to, ne. Pač jaz sem se mogla znajti, pa tudi, ko sem prišla, nisem mogla takoj dobiti službe, ker pač moraš vse papire zrihtati, ker to Američani, to je, a ne, in moraš tja iti, pol čez en teden moraš iti na eno drugo bajto, nekaj zrihtati, pol, v glavnem, cele kolabocije, to je bilo tako never ending story. In tako da prvo leto je bilo tako ful težko in sem mogla ful razmišljati, živela sem tako basically na makaronih, pa pestotu. To je bil moj prve pol leta. Pa sem pogruntala, ker Berkeley ima ful to sceno, da kadarkoli imajo kakšen event, hrana, pač hrano dajo zraven na vsak event. In pa sva šla tako, jaz sem na svojim cimrom, sva gledala tako, kje so ti eventi s hrano, veš, tako na vse evente s hrano. Ja, pa se moraš znajti, pizdarje. Ja, in so pač pice, so bile, ne vem, pice, fuck it, pač si jedu sranje, ampak pač preživel si. Da sem lahko pol, ne vem, zapravila take, mislim, se še vsem. Za palčke za všesa. Ja, sej, ja. Ne, sej, iz Slovenije sem si kar nekaj stvari prinesla na začetku, ker sem pač bila tako, hočem imeti targeto, hočem imeti neke stvari, čokolino, ne vem. Ampak ja, bilo je res fakt, no. Tako da moje prvo leto je bil na tej hrani, bolj od koledža, karkoli je ostalo. Pa so itak je ful hrane vedno ostali, pa so bili tako, bo kdo kaj odnesel in sem bila sam vse mafine, vse brownie, man. I'll take it. Ne, zato si ti šla v organizacijo eventov in to kot job? Ne, to sem pa dobila prek ena Slovenka je bila tam tudi prej, v tej pisarni in polka je ona končala college, je pač, ona se je ful šefico zaštekala in pol je rekla, jaz sem eno kolegico, ki je tudi Slovenka in bi rada delala v tej pisarni, zdaj namesto mene. In pol sem imela pač razgovor. Staro za novo. Basically, in so bili ful navdušeni in tudi zato, ker sem bila Slovenka, ker so imeli tako, koliko so Slovenci cool, tako ful so bili, ja. In potem sem ta job dobila in ta job je bil tako nekaj najboljšega na tem svetu. Plača? Ja. V redu, mislim takrat za tiste čase, to je bilo 2014, ne vem, mislim, da sem dobila
Sigurno je $20. 12 na uro, ampak to je študentska. Ne? Zdaj, če si zaposlen, je bi to dobila veliko ful več. več, ja. Ampak recimo prvo leto sem imela, mislim, da 11 ali pa 13, nisem sigurna. 11 sem imela. Ta prvo leto sem imela 11, pa ta drugo in tretjo sem imela pa 13, ker sem ratala supervisor kao študentov. Okay. Tako da tiste je pa že pol koronan poznali. Pa tam se tudi dobil na 2 tedna plačo. Ja. Ampak tako, takrat vem, da sem ful lahko prešparala, takrat je bilo pri nas tako vse toliko še pocen. Jaz, ko sem prišla za počitnice domov, recimo poleti, tako ne vem, pivo, koliko je bilo to, €1. Ne, €1,20, ne vem, koliko je bilo, ful je bilo pocen še takrat, tako da zame je bilo to, si mi zdeli, da imam ful denarja. Čakaj, zdaj smo mišljali v prvem letniku. Ja. Ok, where the magic happened? Ja, no, prvo leto. Čakaj, ti si 4-letnike naredila? 4-letnike sem, ja. Hava, ne. Ok, gremo tam. Pravim, pač, pa ful ljudi me tako vpraša, ko hoče iti na isti koledž, tako sem kako je drago, ne moram, ne. Pa sem sam tako, vsi tisti, ki so bili od Slovencev na tem koledžu, vsi so imeli denar sam za prvi letnik. In pač vsi so končali. Tako, there's a fucking way. In kaj pol? Ja, no in pol, prvi letnik končam in pol sem se prijavila najprej na Ministrstvo za kulturo, ker imajo pač vsako leto razpis in sponzorirajo študente v tujini. Ne? In jaz sem imela, hvala Bogu, dober življenjepis, pa ful, sem se že prej malo v medijih pač pojavljala pa to in sem zbrala dosti točk, da sem dobila njihovo štipendijo. Pa, lepa. Tako da to je bilo dodatnih 6,000, se mi zdi. Evo, 6,000, bum. Ja. Kaj si prvo odplačala staršem kredit ali si pol kasneje? Ne, nisem ga odplačala, ker nočta tudi pač imeti. Ste rekli, da to ne dosta dala in da nočte tega nazaj. Ko boš bogata in slavna. Ja, in pa sem vedno rekla, se kam enkrat bogata, pomela svojo jahto. Ne, ko sem bila otrok. Jahto. Ko sem bila otrok, sem fotru vedno rekla, da mu bom, moje oči pa mami ful rada jadrata. In sta ful vedno rada jadrale. Pa sem vedno rekla, da ko bom enkrat bogata, da jim bom jadrni. Ja, ma kupi tudi prevez in vse. Ja, in plačuj jim prevez, ki to... Najdražje, ne. No in pa pride drugi letnik, jaz dobim to štipendijo, ne. Evo, 6 ur imamo. Ja, nekaj imamo, ne, ampak zdaj ne vem, mislim, da je bilo 6 ur za celo leto. 34. Ja. In potem jaz spet sem ful, nisem vedela, kva ne naredim, tam sprašujem folk, kva ne naredim, jaz rabam večjo štipendijo, pač pa ful sem se trudila, imela sem same dobre ocene in sem dobila od njih nagrado. Sem dobila še dodatnih jurja 500. Dobro. Že sam za dobre ocene, ne? Ker sem imela pač same vse petke. In, nekaj več je, ne? Pol sem pisala, pa to vedno nisem vedela do zadnjega momenta, bom sploh lahko šla. In to je bilo najbolj grozno. Ko mora biti to stresno. Ja, to so bile toliko stresna poletja, ne znam ti povedati. Vsako poletje sem tako, bom sploh lahko šla. Namesto, da bi še lahko šla spočit poleti od vsega vonega truda, samo razmišljaš. No, in potem mi je pač ta, ki je že končala tista, ki je predelala v uni pisarni, ne, Klementina je ime, mi je rekla, dej ti piš tem v scholarship office, ne, pa pač povej situacijo, ne, pa tudi takrat je bila pri nas lih kriza in so se, ne vem, ful, v javnem sektorju so se ful znižale plače, ful je bilo nekaj, ne vem, spomnim, kaj je že bilo. In sem pač pol tudi na to malo, ne, sem pač jim pisala pač, da kriza v državi. Da je ful kriza in da pač res so se plače zmanjšale, ne, pač jaz res težko delam to in sem jim pač tak napisala appeal letter v bistvu, no. In ja, in pol so mi odgovorili tako fucking, ne vem, zadnji teden. Res avgusta, preden sem šla, veš, pač ali pa Evo, res 40 grand granite. Res pozen. Ne, ampak so mi povišali, dali so mi še en European grant, ne vem, datnih 5 jurjev, pa še neki so mi dali, ampak to še vedno. No, smo na nekih 29. Nismo, ja. In honestly, sploh ne vem, kako sem jaz to, nekaj sem verjetno tudi svojega keša dala, ja, in posta moja mami pa oči rekla, dajmo še malo, kao bo dala še 5 zraven, ne? Ajde, še 5 In pol, mislim, ja, ne vem, kva, da... Nekih 25 smo, ajde.
Ne. Pa še itak tista štipendija, še ostalih 20 urjev, ker jih pa itak imam od... A to ima za vsa leta? Ja, za vsa leta sem imela 20 ur. 20 20 ur je bilo za vsa leta. Vsako leto 20 ur. ur. Za prvi letnik. Ne, vsako leto si tu. Torej vsako leto si mogla ti še 20 ur na Ja. Ma dobro, okej. Dobro, vseeno je dosti. Ja, ampak okej, vsako leto si dobila za prvi letnik 20 in da pol imaš vsako leto. To smo mi zdaj bili, holy fuck. Ne, vsako leto 20. Dobro, to se ti dali, ti nekaj dali, to je skoraj, kaj, to 80 ur si dobila od njih. Ja, imela več, ker pa se mi je zvišala Ja, štipendija. 100, recimo, 100 ur si ti oni pokrili. Tako da, no to je bil ta zadnjič, se mi zdi, ker sta mami, se pravi za drug letnik, da sta mi mami pa oči pomagala. Pol sem bila itak spet najbolj pridna, hotela sem jim posod, pač sem se nekaj štulila. Vseh eventih si bila itak, zaradi hrane. Ful sem delala na tem jobu. Veliko je pridna na vseh eventih, ne, jaz hočem jesti. Ne, pa sem že imela cash, tako da pol, mislim, vsaj zaživeti, zato ker sem dobila plačo in sem si, hvala Bogu, normalno živela. Ker v prvem letniku se spomnim, ker sem šla enkrat, so me povabili na te partije, ful so me povabili na te partije in sploh nisem mogla iti, ker sem bila tako, kako me sploh, 25 evrov imam, kupam en pir je $8. Ja. Pač, In gre zajtrk, kosilo, večerja. Ne, ampak kako pa šla nazaj iz partija? Uber si moram vzeti, da pridem do partija, ne? Ja, Pač, enega fanta vzameš sabo, da plača. Ja, hvala Bogu, sem imela enega cimra, enega Hrvata, ker smo se ful zaštekali in je bil, ki je videl, v kakšni situaciji sem. Kaj, on je bil pa pun? Ne, ampak pač on je bil tam že 2 leti, tako da je že bil navajen, jaz sem takrat padla pač tja in sem se mogla znajti, ne. Ampak on je bil tako ful prijazen, res še vedno sva kolega, tako ful redno model, tako da je tudi takrat on tako, bom šel jaz po pivo, on ni jaz skrbiti za to, tako da je bil ful cool. Moja mama vedno pravi, hoditi ven je drag šport. Ja. Mislim, za 17-letnico si doživela dosti. Ne, takrat sem bila 19. Zdaj res gledam 17, pa je. Hvala. Ja, no, kaj sem hotela sploh povedati. Me je pa malo rešil to, da takrat nisem bila za njih še polnoletna. Jaz sem bila takrat 20 let stara in ti si šele tam 21 let star, ker si polnoletna, ne? In nisem itak mogla ven hoditi ful, zato ker v te lokale, klube, niso pač pustili not. Od 9 naprej nisi mogel iti v lokal, če nisi Torej dobro zate. Dober izgovor je bil. Se v bistvu prav dobro, lahko bi na house party edino bi hodila, ne? Ja, sem šla, ampak problem pri house partyjih je bil pa to, ker pač oni so house partyje začeli tako ob 7 zvečer in so se pač vsi partiji končali ob 1. Pa to je prav cool v resnici. Drugače je ful dobro, ampak meni je bilo to tako, kva? Halloween party sem šla, ne? In sem bila tako, v polnoči šele, veš kaj, zdaj Ja, pa zdaj se začne, ja. Ja, no, in sem bila ful, we're going home. Lisem se dobro, smo se malo napila, veš, tako zdaj so pa začeli party, ne? In policija tako ob 1 zjutraj, tam že house preleti, tako ven vsi, in jaz tako, kam gremo zdaj naprej, veš? Kad spat? Tako mene ta Dino, ta Hrvat mi je tako pogleda pa tako, nikamor, pa jaz tako, kako nikamor, pa on tako, kle se zapre vse v enih, pač. Pač manjka ta Balkan gor, ne? Ja, ni tega. Ampak ona sti po drugi strani pa ful dober, ker si naslednji dan nima veze, ostega pač. Jaz bi začel žurko, meni niso ful všeč day party, tipo, da začneš tipo, ne vem, ob 12. A ne, to meni ni. Ja, ampak ob 12 s kosilom. 12 s kosilom in začneš spiješ, veš, ob kosilu lepo 2 vinčka in pol lepo muziko pojačaš, bazen, veš. Najlepše so še vedno tako ob 4-5. Pool party. Poldanski, tako. Meni je tudi to všeč, 4-5, cool. Ker takrat ima že feeling, ne vem, jaz ful namaram pit po dnevi. Pa jaz bi to ful rad več prakticiral. Ne vem pa jih po dnevi, ne vem, jaz se tako čudam. Ja, ma če nimaš nič, recimo, da si a free man. Ne, ampak tudi na dopustu, da mi je to čudno. Ne vem, zakaj imam. Tipo day drinking na barki, pač what, to je top shit. Na barki lepo, veš, aperolček. Ja, tako v izico, Ja, v izico, v izico. Ena. Ne bi se, ampak tako na 1 urco en. Dobro, pol samo periodo krajšaš. Ja. Ne vem, jaz bi ful raje. Meni je ful boljše, da tako piješ popoldan, no. Mislim, tako popoldan, ne? Vse v normalni. Ja, ampak ne. Tako, če bi bil svoboden človek,
Bi bil alkoholik. Ne bi bil alkoholik, jaz ne pijem skoraj nič, ampak tako, če bi šel žurat, bi raje žural ob 12, spil, da bi pil čez dan lepo. Ja, da si pol naslednji dan kul. Ja. Da greš spat do Obenih, da 11. greš spet obenih, ono. Kaj pa tretji in četrti na hitro, Ja, kje je bil tankež? pač ne, vsak No, let praskala. sem zatežila, pač skozi sem težila. Pač Pare, tam pare, sem pare, bila- pare, pare, pare. Že spomnim se, enkrat sem šla, pa sem se res tako mi je bilo grozno, ker sem si tako želela, pa sem šla prav v pisarno se z unim človekom pogovarjati. Pa tako, pač jaz res Šlo z ne robčkom. moram, pa če si res ne, ampak jaz sem se res jokala, pa ne uno. Da bi se delala sploh, ja. Ne, da bi se delala, ampak pač pismo, uno Ni sem šlo. plis, jaz res hočem končati, pač se nimam toliko velika, ne. In pol v bistvu sem tako naredila, da nisem vzela full, kako se že reče to, fakt, da sem... Full scholarship, full Ne, da tuition, nisi full full time? full time, ampak part-time. Sem pogruntala, da če bom šla part-time, da bo ceneje, ne. In potem sem v bistvu naredila, to sem 4. letnik tako naredila, se sploh več ne vem. Nekako si skrajšala, pol, da V je malo glavnem s tem nižje. part-timeom sem tako naredila, da sem imela pač manjši strošek na cel let, ne. In pol sem v bistvu si lahko že sama, pa s tem, ker sem jim še težila, ne, na koncu v bistvu moj čist zadnji semester so mi dali že full scholarship. Tako da sem imela že vse. Tako da jaz sem res Da si rekli, končno gre! Ja, pač, Vozi. rekla sem jim zdaj imam pa res samo še en semester, da končam, please. Pač, a mi lahko Ne joči, date? dej. Ja, in pa so mi dali. Lepo. Pa, veš ko, če težiš, Ja, res. Pomaga. Saj tam sem se Vztrajnost. naučila to, ja. To bi mogla pol tudi klebel v Sloveniji prakticirati. Sam klej se ti hitro po moje, če težiš pa... ja, ma tam so navajeni, po mojem, tam veš, so tam je, ful tam je to navajeni. način dela, modus operandi. Itak, ko sem tja prišla, so mi vsi govorili, sam teži. Teži. Sam teži, če ne boš težila, ti Pa sej noben ne njih, bo kaj, poznal. oni niti ne opazijo tega, teh scholarshipov vseh, ki tak tam plačujejo ljudje po milijone. Ja, itak, no. Sem mislila, pa ja, da... Za eno Slovenko, tle. Ne, pa veš kaj, jaz sem v tej pisarni delala, model, ker smo mi evente delala, ne. In ko sem gledala te račune, Ja. koliko je šlo za en event. Ja. Kaj Sem bila lahko tako- meni za Sam za štipendijo? hrano, 120 jurjev, sem bila tako, To je scholarship. to je moj fucking scholarship, pa dejte ga meni, a ne, pač jaz to rabim, ne za to hrano. za ta 120 fucking jurjev za en novoletni event. Ja, bil je neko novo leto. In pa so pač najeli itak neko dvorano tam hudo in pač zaposlenih je itak full čez jure, ne vem, koliko jih je pismo. Ma je Honestly. lep college, tak. Ja, meni je full tak. Itak Boston je tak full angleški vibe imaš. Tako da so vse tako malo, je ta arhitektura angleška bolj, no. Tako da meni je to všeč, no. Slabe je izkušnje, ful lepo. kakšno? S koledža mogoče. Mislim, ki so imeli tam ful en obdobje bilo s temi nekimi, veš, ki so posilstva in te fore na teh koledžih. Mislim, Ja. si videla kakšno tako izkušnjo? Je bila, Imela mislim, sem ne, da jaz si- eno izkušnjo, ne prav s tem, ampak z enim, da sem me dotikal, ker nisem hotla, pa ful nepričakovano je bilo. Pa, da sem Ampak mogla so to- taki, tako, tam, mislim, je razlika, čeprav tle verjetno ni. Tako, kakšni so kaj Američani? Kaj? Cool, kakšni so kaj Američani? So cool. Mislim, vibe, odvisno, koliko tako, kdo. okej. Meni mogoče, jaz sem se še najmanj z Američani družila, tako bolj sem, zato ker pač so vse drugačni, tako drugačen humor. Jaz sem se ful bolj družila z Evropejci ali pa sploh imela sem kolega iz Indije, tako pač. Hello. In sem se ful bolj družila z njimi, ker smo bili malo bolj na isti, se mi zdeli, Na istem valovni. kontinentu. Ja. Tako, tako da nisem imela tam toliko ameriških kolegov, razen s temi, ki sem delala na jobu. Oni so bili ful takoj tako užaljeni, če si kaj rekel. A veš, in mene je to ful motilo, jaz sem pač ona ful direktna in kaj kdaj rečem v štosu, a veš, oni so pa to ful resno vzela. Ne? In mogoče mi A so to ni taki bilo ful. všeč. Ja, tako, da ne boš koga užalil, pač moraš. Ja, moraš saj to, paziti. to, kar je zdaj pri nas v bistvu dost. Politični zelo. Ja, korektni. Tako. To je, se mi zdi, da se tako, kar sem jaz živela takrat v Ameriki, se zdaj ful k nam prihaja, to vidim. a ne. Ker recimo takrat, ko sem bila na koncu v New Yorku, ko sem se preselila v New York, pa tako, ko sem se vračala domov, ko sem si že želela, da bi šla domov, ko mi mogoče ni vse tako, ni bilo vse tako, kot sem si zamislila. No. Je bila ena stvar tudi to,
ta razlika med ful bogatimi pa tako tem res Se pozna, ne, verjetno tam. Da sploh tega middle classa ni bilo več in da so ta middle class je počasi postajal reven, ali pa so mogli res ful delati, da so bili res po 3 službe, da so si lahko stvari prvošali, ne. In lik zaradi tega sem bila tako, fuck, I don't want to be a part of this, pač jaz nočem biti del tega, to je fucked up, ne, ko sem bila v New Yorku, sem mislila, da bom preživela s tistimi 5 uri, ko sem jih našparala, veš, čez poletje. Bim, bum, bam, 5 ur je šlo. Po 3 mesecih konc model in potem sem enega spoznala iz Gruzije, enega Sugar Daddy? Sugar Daddy, ja. Glasbenik, dobro. In on je pa delal za eno rusko podjetje tam. In je pač z iPadom je hodil okoli po teh delih, pa marketih, pa to pa prodajo pač evropske pa ruske izdelke pač tem marketom, ne. In jaz sem do njemu govorim, fuck, jaz nimam keša, jaz bom mogla iti dam star, jaz pač iščem kle službe, ful je težko dobiti, oziroma eno službo sem dobila na eni šoli, da bi učila petje, ampak bi začela šele, to je bilo februarja, jaz bi pa začela šele maja, veš, in jaz sem štej rabama, ne. In on tako, dej pejt ti to delati. Pa nek Starbucks, ali kaj nisi mogla? Ne, nisem mogla, veš kaj, kad ti, ko končaš ta študij, ne, ti lahko delaš samo v tistem branži, ki si pač študiral, ne, basically jaz bila samo učila. Čekaj, kaj v Mac, ne moraš delati v Mac in tako neki. Ne moreš. Ne moreš. Prav ne? Ne. Mislim, na črno, I guess, bi se lahko izmenil. Samo pa je nizka plača, ful, ne, tudi. Ja, dajo ti max, mislim, za $15, nekaj tasga. Oh, fuck. Ja, mislim, tako bizarno. Zato pač, ampak tam je ful tega, da se na črno dela. Pač tam je itak toliko tujcev, da vsi tako, ker pač ne moreš drugače preživeti, basically, no. In jaz in potem ta Gruzic meni to predlagal in jaz nočem tega delati. Jaz bom tam hodila. To je bilo tudi na črno, verjetno, ne bi bilo. Ja, pač, da bom jaz tam hodila okoli pa tam, hi, this is, a boste kupili to, pa to, a veš. Fuck grozen. Ampak at that point, pač, jaz, mama eno ful grozno zgodbo. No, do čemu? Ok, če preden sem šla sem najdla pa eno službo v enem kafiču. Sem videla pač, ker nisem mogla iskati, sem iskala na Facebooku kakšne skupine, a veš, tako, ne vem, ja, v temu lokalu iščemo natakarco in pol sem videla spet ruska Facebook page, ne, in pol tam tok neki itak so v ruščini pisali, in pa sem tam dala translate, a veš, in sem gledala, kva pišejo, in pa sem po angleško sem videla, tam iščejo eno natakarco in sem pač rekla, ok, jaz bi prišla, ne, in to je bilo tako, z Subwayem, se pravi z metrojem, je bilo 1,5 ure od mene stran, ampak sem bila tako, kva naj naredim? Ja, ni druge. Nimam druge, ne? Jaz grem v ta lokala, ne? In se pač tako usedem, pa še to sem mogla biti ta prvi dan ni bil problem, kdaj moram biti tam, ampak ne vem, pač sem prišla tja in tako, tak čuden lokal, zelo tak zanemarjen, videla se, da je vse bolj razpadala, veš, tako star. Pa ta model pride tak, manjkalo mu je tako pol zoba, razumeš? Kaj imaš še obedve ledvice? Jaz imam. Manjkalo mu je zob nek kao rekel, da je pol Italijana, veš. In jaz sem tako, aha, in pol zob. Ja, pol zob. Pol Italijan. Oh my god, in pol jaz prijem tja in on tako, da je lih kupil ta lokal, da bi on zdaj kle pač imel svoj lokal in da bi pač, pa to je bilo tako, kar nekje, pač, nisem še nikoli tam bila, pa tudi zdaj se ne spomnim več, kako se je imenoval. Se čano, ne spomniš kakšnega dela te zgodbe? Ja, tudi ja. Ne, vse se spomnim, ker je bila toliko fucking bizarna, ta cela fucking izkušnja, da pač my god, ne, no, in pol jaz tam, on meni že tako začne klicati Hani, a veš. In meni je to že tako jaz Slovenka tam, si klelen, da dovolimo, mislim, vsem se mi zdi, da punce v Sloveniji smo tako, malo ne boš ti mene tako len. Zizike majav. Ja, ne, ampak imamo malo pač ne bomo si kar pustili, da nas nekdo kliče tako len na prvi žogo, ja. Pa tudi pol ne, mislim, razen če tvoj tip, I don't know. No, in pol tako on tako, Hani, pa jaz kar tako pogledam, on tako, oh, don't worry, honey, I call, a veš kao, vse kličem jaz Hanja, ne, pa jaz tako kar ja, ampak meni to res ni cool, ne, pa on tako, si se už navadila, ne, in jaz tako fuck, ok, pač rabim ta job, ne, pizda, ne, res,
alo, preklinjam. Ja. Se je rado. Okay. In Fuck pizda, ker lahko preklinjam, fuck sorry, pizda. Ne, in pol sem jaz tam, oh my god, smo v lokalu in on meni tam kaže, kako jaz prvič v life, jaz nikoli nisem v lokalu delala, okay? On meni tam kaže, kako jaz ta avtomat kavni uporabljam. Jaz to probam narediti, a ne, veš, kaj je una ročka, pač, da daš kavo, pa jo pač obrneš, no. Že prvi šok to, da je ta aparat malo stara, ne. In jaz tako, okej, pač, ko boš ti uno ročko obrnila, se moraš celo težo zabiti v to ročko, da se bo pač zahakala, pa da bo začela kava teči. No, in ta kaven avtomat je bil tako na eni taki višji mizi, ker sem jaz mehna, ker sem mogla fucking na prste stopati gor, da sem se fucking zabila v to ročko in pa sem tako, v redu bom preživela to, gremo naprej, ne. Pridejo, začne folk hoditi noter, ne. Je kje preuredil ta lokal ali hodili v to? Jaz sem 2 dni tam zdržala, Tako, ker slišal, kaj se je zgodilo, zakaj nisem zdržala. No, pardon, kar. Not je bil itak no smoke sign, ne. To je sam okras, pač noter so vsi kadili, ne. Jaz sem pevka, jaz sem v bistvu zato, da nastopam in definitivno nočem imeti fucking komore tam noter, ne. Ampak to je bilo tako, nisi videl nikamor, pač. So bili gosti celo? Ja, gosti so bili, ampak vsi ti gostje so bili tipi in res je zgledalo, kot da je to nek mafija lokal, a ne. Res vsi polizane, lase nazaj, črne, a veš, vsi so tako govorili, honey, a veš, res, kada sem jaz a piece of meat. In potem so mi naročevali to kavo in kar naenkrat jaz pač strežem, živčna sem bila, fakt moj prvi dan, a veš, strežem to kavo in kar naenkrat meni začnejo vsi klicati, hmizama, ne. Kao, kaj sem naredila to kavo? Pa jaz tako, kaj pa je, pač kavo sem naredila, mrzla je, a ne. In avtomat fucking ni se grebil več vode in pol jaz sem tako, ni moja krivda, ne, avtomat je fucking pokvarjena, ne. In so bili ful tako, kao, nimaš pojma, ne, tako ne znaš kave narediti in sem tako, super, še nekaj. No in potem, to je bilo sam prvi dan, pa jaz prijem drugi dan, ker sem mogla že ob 7 zjutraj začeti, se pravi, kdaj sem mogla jaz ostati stari ob 4 zjutraj, da sem 1 uro pa pol se tam prpeljala do unga fucking lokala in zrihtala vse, da bo zgledala, ne. No in pa on pride noter in on tako meni, nekaj ti moram še povedati, ne. Pač, če bo kakšen folk te vprašal za cigarete, ne, imaš klele ta delinc in pač pritisneš na to, ne, in se kle vrata v zadnji odprejo, ker je bila ena vrata, ki so bila zaveso pokrita. In jaz tako, in pač tam v zadnji je igralnica, ne, in pač, če pride policija, pač ne omeni teh stvari, ne. In jaz tako, veš, kada si fucking filmom, what the fuck, ne? In jaz sem tako, ne mi tega delati. Prav njo najde. In tako pride ta prvi model, tako, do you have some cigarettes, veš, To je v bistvu code word. Ja, cigarettes, ja. In tudi tako, pa mi je še rekel, tudi oni, bojo tam v zadnji, nič jih ne mot, pač pusti jih čist primera, ne ljudi, ki grejo tja v zadnji, Pač meni je bilo že tako, kaj jaz delam, kada mi treba tega, ne. In pol so pač sam bahajali, you have cigarettes, bla, 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 In pol pač grejo tja noter, jaz sem jih pač pustila čist primer in jaz sem pač, basically nisem imela nobenega dela, ker so vsi hodili tja fucking v zadnji, ne. Na čik. Na čik, ja. Čik pauza. No, in pol sem rekel, če pa kdo zadane nek cash, mi je pa rekel, da imam tam nek sef v zadnji, od spodnji, ki pač sam jim dam nekaj, če bo tako ful, če bi ful, nek amount, ful velik zadel, ne vem, to mi je rekel, To se ni zgodilo, Mojemu dnevu, hvala Bogu. In pol tako, ne vem, jaz sem pol nek folk not gre ven, bla, bla, sem tam pač pucala vse stvari, z unim fucking šalterjem, moj bog, in pol kar naenkrat nekaj začne na polno bazditi. Tako na polno, pod reku, tako res, gnoj. In jaz tako what the fuck je ta von, pač, Pa ta ščef je prišel, isto noter kao malo pogledati, kako kaj gre, veš. No, on tako kar naenkrat, kva to ful bazdi, pa jaz tako, ne vem, pač ful je začel kar naenkrat smrdeti, pa tako
kva je bil kdo v skretu, a ne? Pa jaz ne vem, pa če sem kle pomivala, nisem nič opazila, a ne? In model odpre vrata od skreta in je bil tako drag, povsod, po stenah, po tleh, po celi uniji, dili, pač povsod in on tako, model, what the fuck, on čist popizdi, kva se je tle zgodil, stari, kako je lahko drag po fucking steni, čist se je razpizdil, jaz sem, jaz ne vem, pač jaz sem nobenega videla, da bi šel noter, ne. Nič ajda na krpo. Pazi, to se mi je manjka, da reče, pejt spucata, ne. In pa jaz tako, ne reč, da jaz spucam in pa je tako, on tako, okay, this time I'm gonna clean this, ne. Sem tako, Bogu, in je šel pač pucat, ampak to je res toliko bazdil. Še mislim, da boš rekla, da je privlekel nek bodybag in samo, čau. A ja, ne, ampak pač že to je dosti model, pač cela fucking, ker to je bil samo en skret. Pač skret, stena, nisi videla, da je šel ven? Ne, ker pač, ne vem, mogoče sem li dol, a veš, lahko sem kaj dol gledala, takrat nisem... Pa dobro, res je imel explosive diarrhea, ne? Ja, ampak kako ti gre to pač, ne vem, po mojem to bil en, ki je bil malo prizadet, ali kva jaz vem, kaj je pač, ali pa bil na kakšnih drogah, I don't know. Jaz bi samo rekel, to je najboljša zgodba na članih do zdaj. Pač se mi zdi, da je najboljša zgodba na članih do zdaj. To je najboljša zgodba na članih do zdaj. Ni še konec. Članka je padla v mafijo. Ne, pač pazi to, no, in pač to še ni bilo konc tega dneva, ne. On se pol tam usede za eno mizico, nekaj mi tam razlaga, kako bom jaz delala, ne, ker sva se še vsem pač menila, kljub temu jaz sem mislila tako, I got this, a veš, se sem navadila nekaj, a veš. Še vsem sem bila pozitivna stil, tako pol dneva je minila. Oh my god, pol kar naenkrat pride noter v lokal, ena, pač gleda je ka prostitutka, pač res ampak na heroinu, pač res Krek, ja, ali pa krek vajrano, ja, pač pogledam čist blojena, res videli ste stvari, okej, in stop noter in ona tako, ful se je drla nekaj tako bla bla bla, in pol on meni tako reče, oh, this is my girlfriend, kao, ona je ful je na drogah, pač like, don't mind her, a veš, in jaz kar Naj ti ne moti človek, ki se dere. Pač kako ne opazem sploh tega, ker je bila čist, a veš, prav unelas, pač, Crackhead. Ja, pač res, ne, grozan, jaz sem zraven in sem tako, kaj meni to treba, ne. In pa tako in pa sta se napolno začela pičiti in on do nje, kako se je tako grdo, a veš prav tako, da je ona res fucking zadan drag, mislim, se izgledala je res bad, ampak predstavljam si žival. Ja, prav tako žalujo je napolno, tako ona pa njega pol nazaj, veš, in posta se jim, ona tako, give me money, ona ful njemu, a ne, da ne mi da cash, da rad za droge. Kaj ti za pultom pucala? Ne, jaz sem sedela za mizo, z njim, takole, jaz kle, on kle, ona pa kle. In jaz pač sem bila zraven in pač sem bila tako, si njo predstavljala. Kaj bom jaz delala, ne, jaz sem tako, kaj ne delam kle, pač grozen in pol on tako, ona njemu teži na polno za cash, tam daj mi rabam za droge, in pol on tako, ja, svet se boš drogirala, tam neki ne vem kaj. Fuck. In pač na konci je valjda dal cash, ne, in pol gre in on tako, koliko je dal? Bitch, kao. Koliko je dal? Ne spomnim se, to se ne spomnim. 500, ja. Tako je dal štek, ali je cenaj od ne menih pa, veš, ko je to zgledalo? Po mojem je veš, kaj pol tako naredi, nisem gledala, no, ne vem, okay. Se ne spomnim, ker so me druge stvari bolj šokirale, ne, ampak tako je bil tako, ja, this is my bitch, kao, a veš, prav tako, to je moja kurva, mislim, moja, tako najbolj grdo in potem sem bila sam tako, fuck, to, v bistvu mi je bilo to ker sem bila tako, kako se je obnašal žensko? Ja, in sem bila tako, fuck, jaz sem prav tako, pa sam še ena meso klele noter. Čeprav do tebe se je obnašal tako, on, ker si mi ne zdi. Ja, ampak če mi je že tako govoril na Hani, pa sem mu povedala, da mi to ni cool, pa tako, you're gonna get used to it. Drugač ni bil do mene, on je bil do mene kar v redu. Se mi zdi tako, kot si povedala, da ni bil tako. Ampak drugi tipi, a veš, za kavo, pa tako, come on here, a veš, pa tako, full come here. Ker je sama na ta karcenta, to kar si. Ja, pač kada si... Ampak plača? Mislim, da bi... mislim, da je bilo nekaj tazga res absurdnega. Mislim, da $65 na dan, tako ful minimalno je bilo. Tako malo, aha. Zato, ker je bilo na črno in so pol tako this is what I give you, a ne. Čeprav za tako delo bi lahko dobila ful, več po moje, če bi mu rekla. Ja, več po moje je bil tako. Glavno, to je bil nek mafijski lokal, več kot očitno so se pač zbirali tam sam neki
kva jaz vem, so bili vsi Čeprav to je gangsterji. bolj tak zaprt krog, verjetno, ljudi tu hodijo v tak lokal, če vedete secret codes. Ja, so bili eni Ja, isti. verjeten. V glavnem, grozen je bilo. On je itak rekel, da on je half Italian, ne veš, tako da vsi so bili tako malo, no, we're the gangsters. Mislim, tudi tako je povedal, da so gangsterji oni. Aha, Pa tako. ni skrival. Ne. Tako da, ja, pol je bilo res tako, na konc dneva sem sicer dubla tako, en model je prišel k meni, pa je bil tako, I'll give you the tip, kao $20 mi je dal, kao my first day, a veš. In jaz, ko sem mu nek $20 dubla, jaz sem mislila, tako da se bom fucking zjokala, tako, ko mi sem čakala, da je tega dneva konc in da sam tako grem in sem bila prav tako, jaz, I don't care, če se danes usedem na letalo, pokličem domov in rečem, kupte mi karto, jaz grem domov, pač. Tok mi je bilo. Ja, ono, ki si. Pa veš kaj, šokirana sem bila to, da dejansko ni bil film model. Da je pač, it's real world. Ja. Jaz si to pač Ti full GTA 6. Veš, v eni sceni, veš, tako lepi listki, rjavi, college, veš, Berkeley, v drugi sceni, nekem lokalu, ki razpada, mafiožo ti, hi honey, give me coffee, in the back, in tako, in najde vmes. Tako, to ne gre skupaj. Ja, grozen, no. In pač, jaz sem bila, pa tudi ko sem, ne vem, veš, ko sem ena natakarca je bila tam, ena Rusinja, ki je pa že ful časa v tem lokalu delala in sem bila kar tako, fuck pizda, ne vem, a se mi pač Slovenke ful bolj cenimo, pa tako, ker da bi se do mene tako, da bi jaz delala 2 let tam, pa da bi se do mene tako folk obnašal, pač, kakšen je to standard tam? Folk rabi denar. Ja, ampak to je res bad, da je tako. In jaz takrat sem bila prav tako disgusted nad Ameriko v tem, ko sem Ja, pa si videla dejansko, kakšen je. Tako na dno si videla. Ja, videla sem dno, pol, ko sem delala ta drug job. Mislim, to je bil dno itak, zame, kar sem videla, klepa, da sem videla tisto, ker ona očitno se je tudi prodajala zraven, ne? Kljub temu, da je bila njegova. Mislim, če je rekla, that's my bitch, po mojem, je bila, jo je on Ampak pimpal. sigurno se je pač Ja, ampak veš, po rabila mojem sta droge. bila, on je rekel, da sta kao skupaj. Ampak ona je tudi verjetno se dol dajala z drugimi, a ne, pa pač on je še vedno sta bila skupaj, pač. Zanimivo. V glavnem, tako da res takrat sem se prav spomnila, ko sem bila na vlaku in sem se tako jokala in sem bila tako, please. The American Dream. Ja, to je ta American Dream, zato imam jaz tako So, malo. start on the bottom, ne? Now you're here. Koliko bi dobila pa, če bi učila glasbo, bi dobila legalno, bi dobila kakšnih $50 na uro, ne? Ne vem kako, mislim, da so zdaj neki znižali, ko poslušam, tudi Berkeley, da je znižal plače, zato ker očitno so imeli tudi oni težave, ker nima folk casha, da bi se šel na college več, ne tako, kot so ga imeli. Ampak so imeli kar, mislim, da zelo dobre plače takrat, no. Prej si nam omenjala, ne, prej smo začeli, si učila v šoli z otroci, kdo so hujši, otroci ali mafija? Mafija, Otroci so cute, otroci nič tako ne mislijo resno. Oni sam rečejo, pač tisto, kar se jim zdi, ampak so luškani vsem. Ko sem imela to drugo job, ko sem šla, takrat, ko sem hodila po celem New Yorku, moj job je tako izgledal. Zjutraj se sediš na subway in greš v en area, recimo Brooklyn ali pa... Soho. Ja, recimo, ne, ampak Soho je še predel Manhattana, tako da jaz nisem imela Manhattan, jaz sem imela vse drugo kot Manhattan. Ja. Manhattan je najlažji zaslužiti, zato ker imajo vsi cash in kupujejo. Ja. In tam sploh ni problem, ti prodaš milijon stvari. In jaz sem imela malo bolj zajeban teren, jaz sem imela pač, ne vem, Bushwick, Brooklyn, enkrat celo Bronx. Jaz sem dejansko živela drugače v South Bronxu, to je še predel. From the streets. Ja, ampak ta predel, ki je še vse malo bolj safe, pa greš kao bolj južno, greš slabše, ne. To je najslabša izkušnja iz New Yorka, tako? Mislim, to delo. Ni bilo nič takega v New Yorku drugega. A za delati? Ne, govorim življenje, mislim. Izkušnja, še kakšna slaba, če si imela ali pač to. Pol si šla. Mislim, ne slabo, je mogoče bilo še kaj takega bizarnega, si bila samo... Ko sem tudi službo dubla še, ko sem prodajala. Kle sem pol, ker sem šla v ene predele, ki mogoče niso bili najbolj varne zame, kot punco, ker so kar naenkrat, sam z vlaka sem stopila, pa sem že čutila, kako tako se tip začel zraven mene pelati in me začel ogovarjati. In pa jaz sem imela takrat tako živo rdeče lase, ok? Oblečena sem bila tako ful
Artistic. petke, pač. Za prodajati, ja. To pač je lih dober za take predele, ne? Ampak takrat sem se res tako počutila, meni se lahko zgodi, pač, ker sem šla v ta predel in okoli vsakega delja je bilo enih 10 tipov, sam sedeli so cel dan, to je pač, tam sedeli, se pogovarjali pa gledali, pa pogovarjali vsakega, ki je šel mimo, oziroma jaz sem pač tam, res se nisem več varno počutila, ker tudi v mojemu modelu sem mogoče nekaj odgovorila, pa sem pa videla da to ne bo šlo, ne? In sem dala slušalke v ušesa, pa se delala, da ga ne slišam, ne? In sem pač hodila naprej, ne? In pa sem pač mojega šefa tega klicala in sem bila tako, jaz se ful ne počutim varno, tukaj jaz pač nočem biti niti minute več v temu predelu, ne? Ker so bili res tako, ker si videl, da bojo kar do tebe prišli, pa ne vem, no, pač sama sem bila, halo. In pol je rekel, ok, bomo poslali enega tipa v ta predel, tako pejt na vlak, pa pejt domov. Ampak hle sem v bistvu pa res videla, tako, ker sem šla Manhattan, vse super. Samo da greš malo ven, pa dejansko začneš hoditi v te druge predele New Yorka, pa začneš opažati, da ni vse tako lepo, kar zgleda. Zdaj tu je dosti policije, verjetno, ne? Ne, v teh predelih jih ni. Ampak v Manhattanu, ja, ne? Manhattanu ful. Ja, se to je fora, ne? Ampak v teh predelih pa ne, zato ker pač ni vse. Druga stvar pa mogoče tako, glede biznisa pa to, pač jaz sem si ful, mislim, itak vsak, gre v New York je tako, I'm gonna make something for myself, veš. In greš itak posod na vse evente, zato ti gre to hiter cash, zato ker pač te moraš ti mrežiti, ne? In pač jaz sem prve 3 mesece tako šla na vsak event zvečer, da bi spoznavala folk in tako, okoli 2 mesecev sem začela jaz počas dobivati neke veze, ne? Sam takrat je pa meni tudi začel casha zmakvati, ne? In folk je pol vabil, eno filmsko ekipo sem spoznala, folk je vabil, gremo na večerjo, veš, na večerja $80 pismo, pa pol še prevoz do tja, pa še nazaj, pač pa si na, ne vem, pismo $150 v eni noči. Takoj. Zakaj, da ne dobiš vizitke? Exactly, ne? In pa so bili tako, mi bi te radi imeli v enem filmu, ki ga bomo posneli za eno pevko / igralko, ki se zdaj stara že 90 let in pač ti bi igrala mlado njo, ne? Ampak zato, ne, to bi se bomo mi zmenili počasa, ne, pač ob teh večerjah in pač so me vabili na te večerje in bla, 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 bla in so se menili te stvari in jaz sem tako, ok, eno so mi plačali to prvo, pol je bilo pa tako, zdaj pa pač oni si pol to začnejo deliti, ne, in jaz sem tako, pa ne morem tega prvošati, ne, in pol so me klicali, a te ne bo danes, ne, in jaz sem tok na dnu, jaz sem tako, kva vi mislite? Zdaj jaz sem nehala odgovarjati, ker sem bila tako... Te je bilo sram po eni strani, ja. Ja, pač jaz ne moram prvošati tega, ne? In pa se mi je zdelo toliko ogabno, ta fucking biznis, ta prijaznost do vseh, ampak v bistvu sem bila pa na koncu dneva toliko osamljena. Veš, tako z vsemi, vsi so najbolj prijazni do tebe, ti greš na to pijačo na uno, misliš, wow, friendly, a pol v bistvu te noben ne pozna in pol priješ domov in si fucking alone, veš. Ja. Pač res sem se počutila osamljeno in tako 5 let, takrat, mislim, ne 5 let, no, ampak recimo osamljeno sem se počutila 3 leta, recimo. Tako, da res, da si na koncu dneva, ko greš spat, da imaš tak, da kako eno praznino čutiš in pol imaš tudi tvoj decision making je zaradi tega tudi mogoče malo slabši, ker se tiče teh mogoče izbira partnerjev in teh stvari, ker pač sam hočeš zapolniti to praznino in pač iščeš nekoga, ki se malo ujameš z njim, pa mogoče ni čisto idealen zate, ampak si sam tako, da malo tega, da nekoga objamama, veš. V bistvu se mi zdi, da v tem obdobju, da sem ful nekih izkušenj dobila. Spoznala koga tam? Sem spoznala, ja. Ene par fantov, tako, a veš, da sem jih spoznala, pa sem nekaj časa putila z njimi. Situationshipi. Ja, in pa sem ugotovila, to ne bo šlo, ker se recimo ful glede kulture nismo ujeli, ker je bilo tako, recimo, čist nekaj, kar me ne sejde sploh pol, a veš, s časom in tako pospoznaš človeka, ne. Ampak tako ful sem se jih v bistvu v tistem cajtu tako naučila, predvsem mi je bilo pa vedno bolj težko, ker sem vedno bolj glupe imela... Tipe. Ja, bolj glupe tipe, ampak ker mi je to toliko manjkala, ne, in se mi zdi, da se mi je na dolgi rok pol to začelo tako poznati tudi pri moje, veš, samozavesti, se sploh dobro počutim,
da jaz sem z nekom, ki mi v bistvu sploh ni pismo všeč, ampak sem samo zato, da bi imela malo unga human, ne vem. Interaction touch, In mi je bilo tako, that's fucked up, ne. In pol sem se tudi zaradi mislim, takih stvari, ki so se mi dogajale, sem se pač odločila pol, da sem tako, a je res to, a veš, ko se vprašaš tako, da je res vreden, da sem kle v New Yorku, pa sem pač žalostna, pa osamljena. Sem na zunaj izgleda full flashy. Exactly, samo zato, da bom rekla, jaz sem pa v New Yorku in jaz uživam, a v bistvu sem stari gnila tam. Ampak si delala to za sanje? Ja, ne, na začetku ampak pol, ker sem pa mogla delati my second job, ker sem delala 9 to 5, a misliš, da se je meni, ker sem cel dan hodila. Samo na vlakih si bila. Ja, ne na vlaki, ampak jaz sem šla z vlaka dol in sem mogla cel area prehoditi, iti iz ene trgovine v drugo in prodajati, sicer jaz sem ful dobra bila v prodaji, tako da so bili moji šefi tako, ne verjamemo ti, da ti to sama prodajaš. Pa sem bila tako, jaz to sama prodajam. Jaz sem ful bila dobra, tako da to se moram pohvaliti. Ampak pač, jaz sem vam toliko zjebana na konc dneva, da sem bila tako, no fucking way, da grem jaz zdaj še kam, a veš, pač v en klub tam, da se tam je ful tega fakenessa. Ja, ampak zato, ker pač vsi vejo, da moraš biti tak, če hočeš nekam priti. Pač ni kamor noš prišel, če boš real you, pa boš tako, fuck you, ne grem, a veš Pač boš, od vseh moraš biti to je še vedno ta job, še vedno ta dedication. Ti moraš biti v karakterju, sploh ne smeš biti ti. Moraš biti oh my god, really? What are you doing? Kill me, stari. V bistvu sploh ne zanima in te gre samo mimo, skozi gre. Samo pač tvoja socialna baterija mogla biti tako v kurcu. Jaz sem čist, pač zato sem zdaj, se mi zdi, ker sem nazaj v Sloveniji, imam ful ta problem, tako se spraviti ven, a veš tako, pet na kakšen koncertu, ali pa, a veš tako, da malo vidim ta folk, ki ga nisem že 100 let, ali pa tako, lej zaradi tega, ker imam ta feeling, fuck, ne da se mi pač. Se lahko si ti kdaj pač da tudi, ne? Ne, sej dejansko to zdaj ful bolj delam, veš, zdaj sem tako, če se mi pač ne da, nam šla, ne? Pač Ampak dejansko sem imela pa res, toliko sem bila izmučena od tega, tako da moraš skozi pa tudi če nisi dobre vole, a veš. Ampak dobro, po eni strani zareč mogoče na koncu pogled, ko vse to si dala skozi in si komaj 29. Da veš, si dala en lifetime, en obdobje skozi in še imaš vse pred sabo. Ne, sej to, ampak v bistvu včasih se mi zdi, da se nič ni zgodilo. A veš tako, enkrat, ko gre vse to meni, se je to res zgodilo, kje so tam mali, mislim, to je bilo basically tako, zdaj mojih last 8 let, ne. 8 let si pustila tam. Ja, pač vmes sem bila še na ladji, sicer na križarki, sem tudi nastopala, to je bilo tudi. Po katerih mestih si samo bila? Bila sem najprej smo bili na Mediteranu, tako da smo šli v Cannes tudi. Jako, tam sem jaz bil. Ja, tam ste dobil nagradiko. Pa kje ima po Italiji, Malto bi tudi mogli, nismo šli, pol smo šli v Grčijo, na Portugalsko, na Madeiro smo tudi šli. Pol smo šli pa čez Atlantik, pa na Karibe. Lepa. Tiste bilo pa kar fajn, ja. Koliko časa si to delala? 4 mesece. Dobro, pa je bil pa COVID, pa sem se mogla pa domov vrniti. Tako da, ko je bil COVID, so itak vse zaprli, tako da pa sem se domov. Da nisi ostala zaprta na križarki? Ne, hvala, lih preden. Ja, ma to so jih, veš, so bili ljudje zaprti. So bili samo gor, ja. In so bile vse drekce lepo na terasah. Ja, sam jim je bilo grozno, zato ker vem, fulam kolegov mojih je bilo na ladjah in so bili tako fuck. Ker so bili lahko samo v svojih sobah. Jezus, šune majhne sobe. Misliš, da nimaš balkona? To je zapor. Ali pa si misliš, da si una soba, ki nima okna? Ja, sej to, ker recimo, to je zapor. Sicer polka gostje so šli, so jih dali v te, od gostov, sam itak niso mogli čist vsi verjetno v teh sobah biti, veš, kakšni so še vsem bili v teh zaprtih sobah. In to je ful grozen, pač, jaz si to ne predstavljam. Sam hrano so jim prinesli v... Zapor. Zapor je to. Tako da to je... Za na konec samo povej, meni se zdi tako huda izkušnja, da si nek performer, magician, komik, pevc, greš tako malo na barko. To mogo biti fun. Pač tako poješ in če dan si fraj. Jaz fucking vsem predlagam. Tako, če imaš kakšno tako stvar, ali pa, ne vem, tudi, če delaš, ne vem, masaže, ali pa, I don't know, kaj, v glavnem kar kolezi na barko. Kar lahko daš na barko. Mislim, čeprav vse je za performerje je malo lažje, ker so različna pravila. Če si performer, imaš več pravic, kinda ful grozen, ampak imaš, pač greš lahko skoraj vsak dan dole z ladje, mislim v bistvu vsak dan,
pa skozi lahko si v teh prostorih, ki so tudi gostje. Če si recimo ti nekdo, ki dela v kuhinji, Ne smeš biti. model pač ne smeš iti iz tvojega area, ne? In tudi z ladje greš lahko zelo redko. Tako da to si ne predstavljam, to je fucking suženstvo, za moje pojme grozen, ampak če si pa tako, performer pa to pa predlagam sem, ker to res tako, cel dan si frej, Vidiš svet in delaš, kar uživaš. Ja, ne zapravljaš keša, razen če greš če greš dol z ladje, pa si ful prvošaš stvari, ampak jaz sem ful takrat prešparala, pa tako tudi, ne vem, ja, res nisem veliko. Zapravila pa še en job sem si pol najdla na ladji, zato ker sem imela toliko cajta. Tipo? Delala sem v galeriji, se pravi auction slik. Tako da jaz sem tam jaz sem sam podpis, ko so prišli kupiti slike, sem jaz pač zapisala imena, pa ko smo kakšno sliko prodali, sem šla do njih, so mi dali vse podatke, sem jaz to vse Kaj je folk kupoval slike na barki? Ja, se pridejo pa rečejo, tole bom pa za 200 jurjev kupil. Za 200 jurjev? Ja. Imaš ti kakšno vprašanje za nas? Jaz sem že prej vprašala, ker preden smo začeli snimati. Ja, 24 cm. To ni bilo vprašanje. Tako je, Jure mi ga včeraj izmeril. Zdaj pa gremo na naša vprašanja, mislim, vaša vprašanja. @Dolenc_8, mnenje o Rimaničevem fresh cutu. To smo že povedali. Lep fant. V redu je. Pravo je spremembo. Ok. Ajda.a7, Matej, kaj se je zgodilo z lasmi? So se ostrigli. Aha, ti imaš danes Vidim, ja. all about you. Zakaj se postrigu? Stuparka nič 2, malo spremembe. Kateri objektiv imate na kameri? Povabite kdaj kakega Dolenca. Imamo 35-ko, pa če imaš kakšnega zanimivega zabavnega Dolenca, hiti ga na obalo. Naja_Strnad, taka božična, to je tako random, ampak Matej me spominja na Kevina iz filma Sam doma. Sam res, ta frizura. To sem to bi rekla še na kolegi. To je ta To frizura, mi vsi rečejo, jaz ful ne vidim. Ja. Mislim, ni da sem ofendel, sem tako Ja. ne vidim. Ja, no je, moja podobnost. Ja. Mega podobnost. Buzkio, kaj vam pomeni poslušanje glasbe? Dosti. Koliko ste imeli minut Jaz sem poslušal poslušanja? Spotify. Jaz sem imel na Apple, imaš tudi? Ja, jaz imam na Jaz sem YouTubeu. imel 68,000 minut. Oh, fuck. Fuck. Veš kaj, jaz sem se že od malega začel delati playliste na YouTubeu in mi je ful Imaš še to glas in to, ne? Vmes. Une tako popizdujem, ampak veš pač, Pa kupi si YouTube Premium, kaj? sej študiram, da si ga. Ti, kaj? Kaj rad A poslušaš? veš, da v bistvu, glede na to, da se s tem ukvarjamo, ne, tako ful malo poslušam muzike. Zato, ker takrat, ko se pač končno lahko malo spočijem, Ja, hočem raje to tišina, ne? tišino. Poklicna deformacija. Ja, malo je, sicer moj fant ful posluša muzike, tako da zaradi tega jaz pol prek njega ful poslušam, če gre svoj avto, pa to. Kaj ti reče, pojmi? Kdaj mi reče? To mora biti jako, da imaš pevko, stari. Ja. Drugače ful cute, tako ene parke ti je bilo, preden sva šla spat, neki zapoj. Veš pa tako, ja, kaj ne zapojem, veš, najbolj mi gre to na žice, neki zapoj. Ja, ne vem, kaj ne ti zapojem, pa kakšno debilno vam Zapoj Mirna Reynolds, zdravnik. On je najlepši od zdravnikov, želela sem dotikov, preveril bitje je srca. Sem res dobro Jaz poje. sem ljubezen zaigrala, bolezen zaigrala. Ljubezen Jaz zaigrala. sem bolezen. Ja, bolezen zaigrala. Jaz sem bolezen zaigrala, sem se mu zlagala, samo da skupaj sva bila. Jerca Selak, ona je tak poskot, pač res in vokal ne čist bolana, je ostane taka še naprej. Hvala, Jerca. Poškotk. Piškotek. Dobro, ženska dislektična, napisala poškotek. Znam brat. V glavnem za na konec Nika Plevel, ok, berem prav, kdaj bo intro? Intro je že, intro bo ostal, če se kdaj kaj spomnimo, ga spremenimo. Ajda, hvala, ki si bila z nami. Hvala vama za povabilo. Dej shoutout, ki te ne pofollowajo. Kaj?
Kaj se kaj ustvarja? Ja, pardon, povej že tle še, kaj boš ustvarjala. Pofollowite me na Instagramu. Jaz TikTok bolj malo uporabljam, tako da lahko vsem pofollowate tam, ker na vsake tok časa dam kaj gor. Pa če imate še Facebook, pa še na Facebooku me dodajte, ker to smo še Imaš LinkedIn? Ta stara generacija. Facebook still going strong. Kje te ne pofollowajo? Ne, Instagram. Pejte na Instagram, no. That's my thing. Ajda Stina Turek. Ko? In komad, kjer je čeknit? Čekante, Christmas Miracle, ful je dober, no? Jo, to ti pravim non-stop, tebe moramo medija strenirati, stari, in to promocijo, stari, to ti ne gre, ajde. Dej, kaj če bi ti meni to delo? Zapravi denar vse. Pejte prečkira članko, no, porka Madonna, manov komad, božični, zdaj bo Božič, to na šopat, vsi se ga čujemo, vidimo, ohamo, Jure. Čakaj. Ja. Shout out ali pozdravite ali obiščite še naše Barbarian Squad v Kopru, najjači brivci. Imamo mojega Besota, imamo mojega Boštjana, imajo še dva fanta, tam tudi ki strižejo, tako da... Vsi dobri. Najdete jih v Kopru, najboljši barberi na obali. Pol pa še najboljši burger v El Toro Steakhouse v Kopru, tam gremo tudi mi zdaj jest. Ja, gremo. A res? Ja. Jaz se ful veselim. No, boš povedala še kako bo. Sem napisala, kaj je že bilo? Sorry, ker sem vas Niso motila. delali. Mislim, preko končamo, prej gremo. Tako da ja, pejte še njih počkirat, imajo res ful dobre burgerje in meso. Yes. To je to, uživajte, imejte se lepo. Čau. Čau. Ciao. Christmas magic in the city.